Zdaj, rekel si prekomerna uporaba interneta. Zdaj ne vem, a bi ti to tretiral kot že definicijo kot odvisnost, a ne? Ne vem, a veš, vi ste se odločili za izraz prekomerna uporaba interneta, ne pa odvisnost od interneta. Mogoče to distinkcijo, pa osnova tako iz vaše perspektive, kaj odvisnost sploh je? Torej pridejo starši in rečejo, moj otrok je zasvojen. In sta binarno stanje, ali je zasvojen ali pa ni zasvojen. Samo te dve imamo nekako v pogovoru. Ali pa si zasvojen ali pa si ni, ne vem. No, mi imamo v bistvu jemljemo 3 stopnje. Torej, uravnotežena uporaba, prekomerna uporaba, zasvojena raba. In zdaj, a ti na hitro... Prosim. Boš videl, kje si mogoče se lahko sam testiraš. Ja, super. Uravnotežena, veš, lahko ti tako razložim. Ne? Imaš ena področja v lifeu, ko so šola, pa delo, pa hobiji, pa prosti čas, pa Fortnite. Ti igraš kaj drugače? Zdaj zelo malo, ampak PlayStation igram. PlayStation, kako igraš? Ja, jaz bolj igram take igre zgodbo, tako da niso multiplayer. Recimo Last of Us sem igral, God of War. Tako da take stvari, da imajo začetek pa konec. Ne? In to se mi zdi zelo pomembno. Ker sam se, ukvarjam z uporabniško izkušnjo, ne? In recimo, če čisto pogledava interakcijo scrolla na družbenih omrežjih, ne? To je v bistvu ta interakcija bila izumljena oziroma zdizajnirana na način, da nimaš v bistvu, ne prideš do konca, ne? In s tem, ker ti ne prideš do konca, v bistvu povečaš čas na aplikaciji. Ne? In večji čas na aplikaciji pomeni več denarja za to podjetje. Ne? Tako da ti, ki scrollaš po Instagramu, ne greš naslednji page, ampak v bistvu je samo endless, infinite scroll se reče, ne? Neskončen scroll. In zdi se mi zelo pomembno, da imaš v življenju stvari, ki se končajo, ki imajo nek okvir. Ne? Torej, God of War. God of War, Torej, God of War je igra za tiste, ko so kamero gledam, ali kako imaš ti to? Kamor hočeš gledaš, sam lahko mene gledaš. Okay. In pa neka igra, rečemo God of War, zdaj, če dam tvoj primer. In kadar imam jaz dosti pozornosti, polagam na vsa ta področja in jim namenim, mislim, da ni za to, da imajo lepo tako uravnoteženo, ne? Če bi zdaj bil to neki graf uporabe časa, da ima vsaka lepo neki enakomerni čas, je to uravnotežena uporaba. Right? Torej, da imam obveznosti pokrite, grem k babici na obisk, naredim domačo nalogo, športam, grem se družiti s prijatelji, tudi če špilam tisti God of War, časovno je to za odrasle osebe, je tu časovna neka priporočilo 2 uri na dan za zabavne vsebine, ampak to je neko povprečje. To je lahko en dan več, en dan manj, ni to zdaj, da boš vsak dan 2 uri, konec, zabave. Pol je pa tu, to je zdaj uravnotežena. Pol je tu prekomerna. Prekomerna v bistvu samo pomeni, da v bistvu časa v igrah malo več. Ne? Torej, neko področje, pomeni, da še vseeno obveznosti uredim, da še vseeno grem v šolo, grem k babici, grem športat, grem te stvari, ampak ko bom pa imel prosti čas, ko bom imel na voljo, da lahko počnem karkoli, bom pa jaz na konzoli, v igri, na spletu, na aplikaciji, kjerkoli. Ne? To je lahko... To v bistvu vidiš, torej pomeni samo to, da ni še zasvojenost. Ta uporaba naprav še ne ogroža ta druga področja, še laufa life, še gre, še dobijo tiste ocene, bla, bla, bla. Ampak ko pa lahko, bo pa to primarni prvi način, kamor grem. Ne? In to je lahko čez vikend tudi več 10 magari ur, če nimam nič za delati, čez vikend počitnice je to tudi lahko več časa. Po mojem si še malo rekel, 10 ur. Mislim, čistega časa. Mislim, čisti čas, 10 ur, valjda pol, ne vem, greš vmes, no ne vem. Drugače, so 14 ur, pa to je... Ja. A poznaš, imaš kako? Ja, mislim, veš kaj, zato sem te tudi povabil, ne, oziroma sem vaše društvo kontaktiral, ne, ker vidim to pri mladih, da bo vedno večji problem v prihodnosti, ne. Glih to zelo si lepo, moraš eno opredeliti, to ekstremno, ne. Ampak ja, sem videl, da so obdobje lahko tudi, ker je to primarna dejavnost, ne, razen tiste... po Maslovi hierarhiji potreb čisto osnovne. A ne? Se pravi, nekaj spanja, ampak to je spanje, ki jaz v bistvu padam skupaj, ker sem toliko zmatran, potem jem, zato ker me boli želodec,
pa na vece hodim pač, ker me boli mehura. Ja. Tako da v bistvu vse suportira to mojo odvisniško ravnanje, ki je igranje igrc. Ne. In zakaj ne me to skrbi? Zato, ker s porastem recimo teh online igrc, recimo Fortnite je en tak lep primer, je igra sestavljena iz večjih komponent. Ne. Imamo druženje, spoznavanje prijateljev, imamo ples, imamo competition oziroma tekmovalnost, ne. In vedno več človeških potreb se daje na igro. Ko včasih je igra, tako kot si rekel, zabavna osebina, ok, zabavam se in to je to. Ampak zdaj se še družim s prijatelji in sem v bistvu ne rabim družiti s prijatelji zares. Več potreb začne zadovoljevati, ni več super, samo... Tako, več potreb začne zadovoljevati. Ja, in potem prideš do ekstremov. In potem prideš do ekstremov, kjer se pa v bistvu začne dogajati, da pa to igranje, aktivnost, karkoli, spletna aktivnost postane glavna aktivnost v mojem dnevu, okrog katere strukturiram svoj dan, začnem, torej, se si sam lepo rekel, in začne posegati in ogrožati druga področja. Začnem zamujati šolo, službo, karkoli, začnem, ne morem danes iti na basket, ker imam, nekaj imam, ne morem, pa grem igrati te stvari. Tu pa potem v bistvu že govorimo o zasvojenosti. Imamo tudi 9 kriterijev in kadar oseba zaseda teh 5, se to lahko že označi kot zasvojenost. A je to nek vprašalnik ali je to nek... V bistvu se lahko gremo skozi, pa če te zanima, če jih bom zdaj, upam, da ne bom pozabil kakega. Torej, eno je ta preokupacija z igranjem. To pomeni, da začne biti igranje, ali pa bom zdaj kar igranje govoril, začne biti glavna aktivnost moje dneva, okrog katere pač to planiram svoj dan, razmišljam o njej tudi, ko ne igram, razmišljam, kako bo, ko bom igral, to postane tisto, kar je, torej preokupirani smo s tem. A si preokupiran z igranjem, nisi? Trenutno ne, ampak imel sem pa obdobje. Aha, ok, jaz tudi, enako. Ja. Drugo je potem razvoj tolerance. Čez vedno več časa bo vedno več časa, torej vedno več časa želim igrati, vedno več časa igram, vedno več časa želim igrati. Se v bistvu, če se vrnem malo na te namišljene stolpce, ki jih delam tu z aktivnostmi, do česa pride, v bistvu, ker jaz vedno več časa igram, se zgodi to, da začne druga področja začnejo padati in to mi valjda neke skrbi povzroča. Ni mi fajn, obveznosti niso upravljene, socialni stik imam zmanjšan, spanje imam zmanjšano, prehrana je slabša, gibanje je manj, počutje je torej slabše. Starši mi težijo. Vse se začne. In posečno se potem začne ta cikel, kjer kam pa naj zdaj grem po neko zadovoljstvo, nazaj na igranje. In tu potem pride do tega cikla, da se začne reinforca se to, če tako reče. In stvar je tudi v tem, da naprimer, če smo imeli prej pri igranju, naprimer pri prekomernem igranju in pa uravnoteženem igranju, še imamo neko, lahko temu rečemo, harmonično strast do tega. Torej, strast je, pa lahko cool nam je, pa govorimo o tem, ampak je taka fajn še. Se tu potem začne neka obsesivna strast, ko igramo tudi, ko nam ni fajn v bistvu. Tudi nekako te 3 stopnje lahko na ta način si razložimo, da naprimer pri uravnoteženi uporabi še igra nam daje neki, ko grem igrat, pa sem normalne volje, mi bo lahko zvišala še nad normalno voljo, torej lahko dobim, cool mi je, veš, to je tisto, ko prvič neki špiraš, pa tudi če zgubiš, te vseeno, cool je. Kaj se čez čas dobi, lahko mogoče malo damo to prekomerno, je, da ne bo več haja, ampak če bom pa slabe volje, mi bo pa igra spravila na normalno počutje. Torej, slabe volje vedno mi je šlo v šoli, whatever, starši se kregajo, pa mi dvigne počutje. Tu pri zasvojenosti že pa to, da tudi ko smo slabe volje, ne bo več zmožena dvigniti na normalno. Mal bo, ne pa do normale. Ja, mislim, ne bo, mislim, okay. Pač ne boš, ne bo niti to je tisto, ko naprimer League of Legends poznaš. League of Legends igralci prav tak na forumih gor imaš to šalo, you like the game, but hate playing it. Torej, da, veš, cool ti je, štekaš, da ti je blato na eni strani, pa še sam igraš, ker je neki avtomatizem, ker možgani pač so dopaminska odvisnost. Ja. Izvoli. Ja, sem to smislil. Čakaj, kje sem zašel od teh stolpcev, nekaj sem bil, pa sem zašel.
tako da če imaš kaj, lahko hodiš dalje. To sem se spomnil, ne. We love the game, but don't like playing it. Hate playing it. Pač to sem dostakrat slišal tudi od bivših heroinskih odvisnikov, ne. Da takrat, ko so bili v najbolj v primežu tega heroina, recimo, ne, niso uživali več v tem. Ampak to je bila izmed edinih možnosti, da sploh živim, ne. Se pravi, še vedno sem pod ničko, ne. In tukaj lahko mogoče malo predeliva po tvojem mnenju, kakšne so razlike med temi, ponovadi rečejo, sploh v tej Novi Gorici je ta klinika, ne, za odvajanje, kemične pa nekemične odvisnosti, ne. Kakšna razlika po tvojem mnenju obstaja pri moči, intenziteti tega, tako malo, no? Ja. Nekemične odvisnosti v bistvu v osnovi se gre to, da nimaš vnosa nekih snovi, ne? Torej ni to alkohol, ni to neke droge, ampak je neko vedenje. Seks, prehrana, videoigre, gambling, hazarderstvo, torej online ali pa kakorkoli. In v bistvu pri obeh gre se za to, da naš nagrajevalni sistem, dopamin, ki ga imamo v glavi, postane torej zelo se naveže na to dejanje ali pa vnos substance, ki jo pač imamo in v bistvu od tega, to je ta zasvojenost, kjer se razvije. Pri vnosu substance je samo ta vrednost tega lahko v bistvu ful višja, ne? Tudi plus tega substanca vpliva na neke druge naše organe, neke stvari, ne? Pri vedenju pa v bistvu gre samo za ta dopaminski, ne? Stvar je tudi tem, da nekemične so veliko bolj socialno sprejemljive, ne? Težje opazljive, ne? Če bom jaz preveč jedel ali pa odvisneš od seksa ali pa odvisneš od videoiger, pa teh stvari se mi zdi, da še vedno je to, torej ni fizično težje prepoznavno, ne? Ker ni nekega, pri alkoholu imamo neke fizične pokazatelje na obrazu, na telesu, pri teh stvarih. In tudi odvajanje je potem veliko težje pri kemičnih, ne? Zato ker je telo prav zasvojeno z neko specifično substanco, kar ne pomeni, da ni pri vedenskih zasvojenostih, da bi zdaj downplayeval ali pa da bi zmanjševal, ne, še vedno je to enaka borba. In stvar je v tem, no, da kaj se pa, to sem prej hotel ko sem tistih 9, a sem lahko tistih 9, ko sem mislil, ok. Ne sem to še mislil, ker kaj se zgodi, ne, je v bistvu, da mi dobivamo ta drip dopamina, toleranca se zviši in v bistvu telo pa hoče ostati v neki homeostazi, torej v ravnovesju, ne. Ni mu fajn, če je preveč tega in posledično zviša tolerantnost do dopamina, ne. In pa spet moramo dobiti in se viša in viša in viša in viša. A v bistvu receptorji, nekateri izmed teh receptorjev zamrejo, ne, če jaz prav razumem, zato ker so skozi streljani s dopaminom, ne. Se pravi, prevelik vnos dopamina je na receptorje. In se potem posledično želi telo to zmanjšati. Manj, ne morem, več doze rabim, zato sploh pride do tega. Tako. In posledično se toleranca viša, ko se mi toleranca, pol naprej znaki so še, bom se lahko speedrunem, zato se zagovoril tu, upadec zanimanja za druge interesne dejavnosti, kljub nadaljevanje uporabe, kljub temu, da vidimo, da so negativne posledice, uporaba naprav kot pobeg stran od neprijetnih čustev, uporaba naprav začne ogrožati pomembno neke življenjske odločitve, kakorkoli službo, prijateljstvo, neko pomembne odnose, lagati začnemo osebam okrog nas glede uporabe. Vse to so v bistvu zelo standardni ti kriteriji za zasvojenosti, no, tako da se ne vem, če sem se naštel, ampak nekako teh je. To si me poprašal prej, a kemične, nekemične. Ja, to si super povedal.